Pozdravljeni v AV kuhinji za najboljše. Moje ime je Uroš in danes bomo za vas pripravljali. Ker se približuje čas Martina, se pravi, bi mogli imeti Martinovo gosko, mi bomo dali Martinovega piščanca. In sicer naredili ga bomo na malo bolj tak zanimiv način. In sicer, jasno, rdeče zelje, sveta klasika zraven Martinovega menija, brez njega ne moramo iti. Kostanj, brez kostanja sploh ne bo šlo. Mi bomo dodali pa še korenje. In sicer naredili bomo na ta način, da bomo naredili zelje, na zelje bomo dali korenje narezano na rezance, na korenje bomo dali kostanj in na kostanj bomo dali piščanec. Vse tole bomo dali skupaj peči in potem bomo to servirali z rezance. Boste videli, super nora ideja. Prvo bomo uporabili rdeče zelje, v ponvico bomo dali mičken olja. Na koncu bomo dali še malo vode, zato da se zelje ne bo takoj začelo žgati. Tole ga bomo narezali na rezance. Maknemo stran, pult bomo vedno čist. Tole bomo dali korenje. Naredili bomo malo debelejše trakove in to zgolj iz enega preprostega razloga, ker se bo pekel, bo rato korenje mehek in bomo imeli potem mogoče malo večji problem rezati na lepe kockice. Boste videli zakaj. Pustimo se malo še presenetiti, bomo videli, kaj bo ratalo. Takole. Dodali bomo kostanj. Ene 3-4 kostanje bomo lepo narezali na polovičke, ostale bomo dali pa kar cele. Takole. Za Martinovega piščanca bomo uporabili gorički piščanec, sicer je to slovenski piščanec, je v višjem kakovostnem rangu. Zraven tega piščanca dobimo pa pakirano še drobovino, ki jo lahko tudi uporabimo za paštete, za karkoli drugega. Mi bomo tega piščanca zdaj samo nasolili. Ne bomo se ukvarjali preveč z zelišči, zato ker bomo probali dobiti čim bolj naravne okuse korenja, kostanja in rdečega zelja. Torej, sol, poper, fajn ga bomo natrli od vznotri. Takole vmes. Takole ga bomo dali peči na začetku takole, potem ga bomo pa obrnili. Dali bomo malo oljčnega olja še po piščancu. Malo vode, da se nam ne bo takoj zažgal. Piščanca bomo dali peči na približno 180 stopinj, pekel se bo približno 1 uro. Če imate možnost, lahko pečete tudi v parni pečici, vsaj prve 2/3 časa, rečemo z dodatkom vlage. Bo boljši, ne bo toliko izsušen, predvsem se bo pa hitreje spekel. Torej, piščanec gre v pečico. Takole, piščanec se peče približno 35 minut. Izgleda fenomenalno. Glejte, skorjica je hrustlava. Odlično. Ja. Še po tej strani. In to je to. Kot vidite, še ni pečen. Kri se še vedno izceja iz njega, tako da bo trajalo tole še približno 20-25 minut, da se bo popolnoma spekel. Mi bomo skuhali samo še široke rezance. V tem času, ko se bojo široke rezance skuhali, bomo dali piščanca ven, bomo ga razrezali, zelenjavo pripravili, v tem času bojo rezance skuhali, bomo lepo jed samo še zaključili. Tole uporabili smo pa široke rezance. Evo takole, naš piščanec je pečen, ga bomo zrezali. Evo takole. Zdaj bomo tole zelenjavo, kar je ostala, bomo ven pobrali, ga bomo lepo narezali. Kostanj, katerega smo dali peči skupaj s piščancem, smo ga predhodno skuhali, ker drugače tudi ne bi mogli lepo olupiti. Evo, to je zelenjava, ki je ostala piščanca. Iz ostale omake jo bomo pa prekuhali. V bistvu bomo precedili, prekuhali, dodali bomo noter zvezdni janež, ki se poda odlično v tem letnem času.
ker je začimba, katera je v bistvu pomaga pri izkašljevanju, pomaga pri prehladnih obolenjih. Mislim pa, da nobeni vejo, da se iz tega dela tudi, da je osnovna sestavina za zdravilo za gripo. Takole. Je pa to v bistvu začimba, ki je bolj indijska, bolj kitajska, je pa tako, ogreje telo. Vse te začimbe ogrejejo telo. Omako bomo lepo precedili. Janež noter. In jo bomo malo prevreli. Odnosno jo bomo reducirali. Kaj pomeni reducirati? Pomeni, da bomo odparili del vode, se pravi del vlage, da bo omaka bolj gosta. Piščanca se pravilno lotimo s škarjami za perutnino. Če jih nimamo pri roki, je dober nož. Noben problem. Perutničke damo stran. Začnemo pri bedrih, se pravi pri nogah. Zdaj veste, zakaj je ta piščanc boljši od ostalih. Lahko vidite lepo barvo, zlato-rumeno barvo. Običajno piščanc nima toliko lepe zlate barve. Je bolj, bom rekel, bolj blede barve, ima kožo. Kaj je ostalo od piščanca? Praktično samo še hrbet, kosti. Omaka je reducirana. Zakaj piščanca nismo v štartu solili na veliko? Zato, ker omako reduciramo. Kajti, če bi piščanc bil preslan, bi bila ta omaka čista dio. Tako da, ko se reducira, sol ostane v vodi, omaka ostane ta pravega okusa. Široki rezanci so gotovi, jih vcedimo. Takole. Damo kar nazaj na ponvico, damo oljčno olje. Tukaj v bistvu ni treba skupariti z njemu. Tole zelenjavo bomo zdaj uporabili. Takole, kostanj lahko tudi takole zrežemo na manjše kose, lahko ga pa pustimo tudi taze, kot je. Mislim, da se že v štartu vidi, da bo ta jed malo bolj samosvoja. Da bomo šli malo iz tradicionalnega Martina mičken drugam. Peteršilčka za barvo. Takole. Malo popra. Takole. Takole probamo čim lepše razdeliti po krožniku. Takole. Po želji lahko damo gor kjerkoli kos mesa. Mi bomo dali takole, kar tele dve perutničke. Lahko uporabite bedro, lahko uporabite prsta, po želji. In pa reducirana omaka z zvezdnim janežem. Pri tej jedi lahko postrežemo parmezan. Mi ga bomo postregali, ne bomo ga naribali na meso, ampak ga bomo takole dekorativno postregali zraven. Pri Martinovem piščancu s testeninami bomo postregali Maroffov Chardonnay. Takole, naš krožnik je pripravljen. Dober tek želim.